25. marca 2022 so v objemu vinorodnih Škavc in tihe lepotice Žičke Kartuzije opravili simbolni rez potomk vinskih trt Kartuzijanke in Škavčanke iz Lenta, več kot 400 let stare modre kavčine. Cepiča obeh potomk sta bila slovenskim konjicam podarjena s strani mesta Maribor v znak dobrega sodelovanja in prijateljstva. Reza so se udeležili župan občine Slovenske Konjice Darko Ratajc, gospodar trte Škavčanke in trte Kartuzijanke, predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice Ivana Podkrajšek, skrbnika potomk Dejan Brečko in Jože Tominšek, pripadniki Evropskega reda vitezov vina in drugi gostje. Skrbnik trte v Žički Kartuziji Jože Tominšek je ob tem dejal, da je prav res vinske trte ena glavnih in najodgovornejših nalog tistih ljudi, ki se ukvarjajo z vzgajanjem trte in konec koncev tudi pridelavo vina. Nastavkov, ki jih je bilo treba porezati, res ni bilo veliko. Je pa to ena lepa oblika druženja, da ljudje pridemo skupaj in spregovorimo o trti in njenem pomenu, je dodal Tominšek, ki ga veseli, da imajo na širšem Konjiškem še vedno čudovite vinograde in tako lepo skrbijo za izgled krajine. Program je v Škavcah popestril še harmonikar Kevin Hrovat. Trta Škavčanka je bila že v letu 2001 zasajena na vstopu v vinorodne Škavce, v hudi zimi 2009-2010 pa je pozebla. V letu 2010 so zato iz Maribora dobili nov cepič, mu poiskali novo, ugodnejšo, zanjo udobnejšo in toplejšo lego v Škavcah, kjer odtlej odlično uspeva na posestvu Zlatega griča. Trta Kartuzijanka v Žički Kartuziji uspeva že vse od 17. aprila 2008. Svoje mesto je našla tam, saj je bilo vinogradništvo tudi ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti Žičkih Kartuzijanov. Njeno skrbništvo je bilo zaupano Vinogradniško-vinarskemu društvu Slovenske Konjice. Od samih začetkov zanjo skrbi Jože Tominšek z družinskimi člani. Občina Slovenske Konjice je že stoletja zapisana vinogradništvu in žlahtnim zgodbam. Takšna je tudi zgodba žametne črnine, več kot 400 let stare modre kavčine z Lenta, ki se je zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. Zato s ponosom skrbijo za obe potomki in jima želijo, da v jeseni dobro obrodita.